Mnoga leta se politika enostavno ni ukvarjala s problemom gospodarske kriminalitete. Spomnite se obdobja prejšnjih vlad, pravzaprav nič velikega se ni zgodilo na tem področju. No, ta vlada je rekla, da bo temu naredila konec, še posebej midva s kolegom Zalarjem, ki delava na teh dveh ministrstvih, sva si pregon gospodarskega kriminala postavila kot prioriteto. Zato, če spremljate zadnji 2 leti in pol pač tega mandata, je izjemno pojačano delo policije ravno na tem področju, posledično tudi tožilstva in seveda čisto na koncu sodnije. To je tudi, če poslušamo glas ljudi, tisto, kar jih najbolj boli v naši državi, to, da pač so nekateri lahko obogateli na tuj račun, da so si lahko tudi prikradli premoženje, da so kršili zakone, iskali luknje in bogateli, ne da bi za to kaj naredili. In tudi zato bomo s to prioriteto nadaljevali. Je pa seveda tako, če si to postaviš kot prioriteto, potem je to tudi glavno delo policije. In zaradi tega imamo toliko preiskav, zaradi tega imamo toliko postopkov, ker je praktično vsa ta energija naših organov pregona in odkrivanja usmerjena v to področje. In to, kar se je pač včeraj tukaj zgodilo v Mariboru, je v sklopu pač prioritete, ki so jo ta država postavila. Gre za postopke, ki so se začeli, preden sem jaz postala ministrica za notranje zadeve in so tekli ves ta čas, skoraj 3 leta je trajala preiskava, usmerjalo je tožilstvo, v njej je sodelovalo več kot 100 kriminalistov iz različnih področij in na koncu, da so bile hišne preiskave lahko opravljene, je zato moglo izdati odredbo sodišče. Torej gre za celotno funkcioniranje pravosodja, gre za resna kazniva dejanja, jemanja podkupnin, zlorabe uradnega položaja in zato enostavno ne morem resno jemati komentarjev, da je to neka politična zarota, da sem jaz sama kriva za to, kar se županu in ostalim dogajam, ker to enostavno ne pije vode. Gre za prevelik postroj, za preveliko organov, preveliko ljudi, preresne zadeve, da bi takole naredil in rekel, evo, tole pa Kresalova ureja. Ne morem več resno jemati teh izjav, niti jih ne morem več resno komentirati, ker niso več smešne, ker postajajo žalostne. Sama kot ministrica nisem vnaprej obveščena o preiskavah, niti o njihovem poteku, tako da pravzaprav o samih detajlih vem toliko, kot veste vi predstavniki medijev, toliko tudi smem vedeti. Je pa treba poudariti, da to že dolgo ni samo stvar policije. Namreč policija zelo hitro, ko se pokaže, da obstajajo sumi kaznivega dejanja, zadeve pravzaprav preda tožilstvu v usmerjanje. In tudi tukaj je bilo mariborsko tožilstvo tisto, ki je usmerjalo policijo in naročilo, kaj pregledati, kako delati in na podlagi tega so tudi bile izdane odredbe sodišča. Torej, to ni postopek policije, to je postopek tožilstva, ki usmerja policijo. In glede na to, da so bile izdane odločbe sodišča za hišne preiskave, pomeni, da je obstoj suma že zelo visok, ker sodišče sicer ne izda sodne odredbe. To pomeni, da je očitno sta policija in tožilstvo tukaj zbrala toliko materiala, da bo verjetno ta zadeva kar hitro tekla naprej, zdaj ko enkrat že prišlo tako daleč. Vsi začeti in nadaljevani kazenski postopki v zvezi z gospodarskimi kaznivimi dejanji, korupcijskimi kaznivimi dejanji so najboljši dokaz, da država s pregonom teh kaznivih dejanj misli resno. Da ne govorimo samo praznih besed. Na eni strani država, in tu smo ministri za to, daje policistom, tožilcem in sodnikom ustrezna orodja in pooblastila, zato da so lahko učinkoviti. Na drugi strani pa moramo skrbeti za to, da oni svoje postopke vodijo neodvisno od politike. Ker samo na ta način potem lahko res rečemo, da nihče ni nedotakljiv, ne politik, ne gospodarstvenik, niti ne kakšen pravosodni funkcionar. Tudi te primere smo imeli na žalost pred kratkim. Torej, ta del naloge morajo opraviti neodvisno od kogarkoli. In zato je zelo pomembno, da nihče ne prestopi okvira zakona, okvira pristojnosti, ki jih ima. To pa velja seveda tudi za tiste, ki obtožujejo politiko, češ, da je tista, ki pravzaprav povzroča te postopke, jih ne more. Tu je veriga, policija, tožilstvo, sodišče je na veriga. In tu mora vsak opraviti svoj del naloge. In policija vedno dela po usmeritvah tožilstev. Še celo
uredbo in posebne predpise smo izdali zato, da bi bilo to sodelovanje boljše med policijo in tožilstvom. In to se zdaj očitno v praksi kaže. Torej lahko v zadevi Kangler pričakujemo sodni epilog? O tem se bodo seveda odločali pristojni organi zdaj naprej glede na podatke, ki jih imajo. O tem mi ne moremo soditi, mi teh podatkov nimamo, jih niti ne smemo imeti. To je zdaj seveda v prvi vrsti presoja tožilstva, ki usmerja to fazo postopka. Tožilstvo se potem odloči, ali je zbralo dovolj dokazov za to, da lahko zagovarja obstoj utemeljenega suma, da je bilo storjeno kaznivo dejanje ali ne. In to je ta odgovornost tožilcev, ki jo imajo zdaj v tej fazi postopka.